Nocoj, kaj dogaja, gostimo pravnico, novinarko in eno redkih oseb, ki jo še vedno skrbi za našo zasebnost. Dame in gospodje, Nataša Pirc-Musar, dober večer. Dober večer. A smo v teh časih preveč sproščeni glede naše zasebnosti? Jaz mislim, da še vedno da. Predvsem se ne zavedamo, kako ta hiter razvoj modernih informacijskih tehnologij vse bolj vpliva na našo zasebnost. Tehnologije postajajo nevidne, mi pa zaradi tega vse manj previdni, žal. Na Facebooku in Instagramu se je tudi meni zgodilo, da so vzeli moje fotografije, posnetke in so naredili izmišljen profil Tilna Artača. Potem so pa rekli, če boste lajkali in nam posredovali svoje podatke, vas bomo nagradili s 1000 evri. In ne boste verjeli, koliko ljudi je meni potem pisali v moj privat profil. Artač, mi smo zdaj dali podatke, kdaj že nakazal tistega Jurija. No, vidite, kako ste popularni. Ampak, a ni to čudno? V času, ko bi človek rekel, ja, za vsako stvar te bo človek okoli prinesel, ne pa da ti v neki dal. Te fake profili so fake z razlogom, namreč v ozadju se zbirajo potem osebni podatki tistih, ki klikajo na vaše ime, v resnici pa nekdo drug hoče vsa ta imena in priimke ljudi, ki imajo vas radi. Ampak tukaj gre v bistvu za kraj identitete, to je kaznivo dejanje. Je pa res, da je v modernih tehnologijah in na internetu zelo težko odkriti tistega, ki to v ozadju počne. Se zna skriti prek ruskih proksijev, kitajskih proksijev in tako naprej, ker včasih to kar misija nemogoče potem odkriti tistega, ki dela lumparije. Ni enostavno, ne? Pa bi se dali recimo ovrednotiti, koliko so vredni moji podatki. Vaši verjetno več kot moji in ne vem, mogoče so več vredni podatki od gospoda Pahorja, kot so vaši in tako naprej. Bolj, kot si popularen, več so podatki vredni, ampak bom še eno drugo teorijo povedala. Bolj, kot je posameznik vključen v družbena omrežja, več kot kupuje na svetovnem spletu, bolj, kot sodeluje v nagradnih igrah, več podatkov imajo velikani high-techa v ozadju o njem in taki podatki takega posameznika, ki veliko dela na internetu, so seveda za marketing vredni zelo veliko. Se pravi, moramo paziti, kakorkoli. V zadnjem času se zdi, da ljudje sploh na internetu lahko rečejo, kar hočejo in da se temu reče svoboda govora. A je temu res tako? Ne. Jaz moram reči, da sem zelo žalostna, ko to opažam. Namreč svoboda govora je ena izjemno pomembna človekova pravica, ampak je omejena s pravicami drugih. Zelo težko pristajam na stališče, da nekdo pod plaščem svobode izražanja hoče sebe in druge prepričati, da lahko gofla, kar hoče. Ni res, so meje, predvsem je danes problem sovražni govor, problem je žalitev drugih pod plaščem anonimnosti in kraj identitete, to, kar ste prej omenili. Tako da svoboda izražanja je izjemno pomembna človekova pravica, ni pa absolutna, ima svoje meje in jaz upam, da se bomo tega vse bolj zavedali. Namreč posegov v zasebnost, žalitev in vsega tega je tako zelo veliko, da jaz največkrat rečem, dokler se ne bo zgodilo tebi, ne boš vedel, kako boli. Pa tudi mogoče pričakujejo, da nam bojo politiki za zgled, ne? Riba smrdi pri glavi. V zadnjem letu se je večkrat zdelo, da so človekove pravice trčile ob ukrepe za zajezitev virusa. Ljudje so dobili kazni za protestiranje, za vrnitev v šole, pa za prehranjevanje na javnem mestu, policijska ura in tako naprej. A te kazni, po vašem mnenju, zdržijo na sodišču? Velika večina njih ne bi zdržala na ustavnem sodišču, ki je edino, ki na koncu lahko reče, da je nek zakon, govori o teh famoznih PKP-jih, pač neustaven. Zdaj, ko ste ravno omenil dijake, ki so protestirali, bom z eno prispodobo povedala, kaj mene moti. Recimo, če 5 branjavk, pa jih ne dajemo nič, ne mislim v negativnem pomenu besede, vzunaj nabira regrat in kvantajo o politiki in šimfajo čez vlado, je to vse okej, Če se pa 5 dijakov na varni razdalji z maskami na obrazu zbere pred državnim zborom, je pa to nezakonito zbiranje, ki je pa po enem od teh PKP ukrepov prepovedano. Skratka, ta nelogičnost v teh ukrepih, to nespoštovanje načela sorazmernosti, ki pravi, omejuj toliko pravic, kolikor jih je potrebno za dosego namena. Če 5 ljudi protestira, ni to čist nič bolj nevarno za razširitev virusa, kot če 5 kmetic nabira regrat na travniku. Tega ne razumem. Ja, najbrž bo tukaj čas pokazal, kje smo delali prav in kje je narobe tudi. Ja, zelo hitro. Deva še malo iti lahkotnim temam. Ste državna prvakinja v bowlingu. Še kaj bowlate? Ste še državna prvakinja, tudi letos mogoče? Še, ampak zdaj sem državna prvakinja pri seniorkah. Tudi to je. Bowling se da dolgo let igrati, tako da, ja.
Kaj pa pri motorjih? Mislim, da ste strastna motoristka, če se ne motim. Sezona je že odprta? Tudi jeklenega konička imam še v garaži, ampak dokler ni 25 stopinj, ga ne zajaham. Gospod Nataša Pirc-Musar, hvala za obisk v naši oddaji. Jaz vam želim veliko podrtih keglov in pa predvsem suho cesto. Če hočete videti še več posnetkov od Kaj dogaja, se lahko težko je. Se lahko subskrbite, skratka, pritisnete na gumb spodaj.